Pozdravljeni. V Sloveniji ima že kar nekaj živilsko-predelovalnih obratov tudi svoje ekološke linije izdelkov. Tako je tudi v ljubljanskih mlekarnah, kar nam bo potrdila gospa Maja Kalan, vodja korporativnega komuniciranja. Pozdravljeni. Pozdravljeni. Odkupujete ekološko mleko slovenskih kmetov in ga predelujete. Tako imate recimo biotekoči jogurt, jeseni prihaja na tržišče tudi bioskuta in gledalcem bomo midve predstavili, kako poteka predelava ekološkega mleka in mlečnih proizvodov in kako lahko te izdelke najdejo tudi na naših policah. Pa predlagam, da se najprej dotakneva vprašanja, od kod prihaja surovina, torej ekološko mleko, odkot pride vaš obrat, a je to izključno od slovenskega kmeta ali je mleko morda tudi uvoženo? Ne, nikakor ne. Ekološko mleko v ljubljanskih mlekarnah odkupujemo izključno od slovenskih ekoloških kmetov iz vse Slovenije. Surovega mleka v ljubljanskih mlekarnah za predelavo mlečne izdelke ne uvažamo, niti ekološkega, niti konvencionalnega. Pa so potrošniki kaj skeptični, ali gre resnično za ekološko surovino? Kako se kot predelovalni obrat vi prepričate, da je surovina res ekološko pridelana? Potrošnik ekološko živilo prepozna po zelenem evropskem znaku za ekološko živilo. Kot proizvajalec lahko svoja ekološka živila označujemo na osnovi veljavnega certifikata, ki ga izda certifikacijska hiša. Z našimi dobavitelji, v našem primeru gre za kmetijske zadruge, pa imamo sklenjene pogodbe in vsaka zadruga se zaveže, da bo redno preverjala zapisnike teh certifikacijskih hiš. Izdajatelj certifikata namreč kmeta pregleduje na terenu. To je najmanj enkrat letno, lahko pa je ta presoja napovedana ali pa nenapovedana. In kako se ekološka živila razlikujejo od konvencionalnih glede predelave v tem najinem primeru? Kako se predelava ekološkega mleka razlikuje od predelave navadnega mleka in mlečnih izdelkov? Ja, zdaj treba je vedeti, da pri mlečnih izdelkih gre za relativno preproste izdelke s kratkim seznamom sestavin. Torej je bistvena razlika ravno v tej surovini, se pravi v našem primeru v ekološkem mleku. Ekološko mleko z ekološke mlečne kmetije in konvencionalne se razlikuje v tem, da je krma na ekološki kmetiji pridelana drugače od konvencionalne in pa seveda je povečana skrb za dobrobit živali. Vsa krma na ekološki kmetiji mora biti pridelana brez pesticidov in gnojil mineralnega izvora. Kar se tiče živali, pa morajo živali imeti več prostora v hlevu, kmet jim nameni več časa, tako da v bistvu večino leta temelji njihova paša na zunanjih prostorih. Ali nam lahko opišete, kako pri vas poteka predelava ekološkega mleka? Za ekološko mleko na kmetijah pobiramo s cisternami, to so posebej označena vozila, ki so namenjena izključno prevozu ekološkega mleka. To mleko je sprejeto v ločeno posodo, tudi v predelovalnem obratu in predelano na ločeni liniji, ki je namenjena samo izdelavi ekoloških mlečnih izdelkov. In seveda je tudi cena ekološkega mleka nekoliko višja, ali prej opisana dodana vrednost opravičuje to višjo ceno vseh ekoloških živil, ne samo mleka? Ja, zdaj, če pomisliva na vse povedano, ekološko mleko dobimo z ekološko predelavo, ki spoštuje osnovna načela naravi in okolju prijaznega kmetovanja. Ekološko predelano hrano pa hkrati lahko umestimo v najvišji kakovostni razred. Celoten proces ekološkega kmetovanja pripomore k varovanju okolja in ohranja biotsko raznovrstnost. Ekološka prireja je tudi nekoliko manj intenzivna, obenem pa mi mlekarne omogočamo kmetom, ki pridelujejo ekološko mleko, višjo odkupno ceno surovega mleka. Najlepša hvala za vaš obisk v studiu in za vse koristne informacije. Hvala tudi vam.